lep pozdrav zopet na vlogu. Če še niste, kliknite znakec, naroči se in pa stisnite zvončka, zaradi tega ne pozabite pogledati kakega izmed naših novih videov. Drugače pa, kaj se bo danes dogajalo, prazniki so praktično mimo, temperatura je neizmerno visoka, toplo, danes smo prvič v kratkih hlačah, štravs kratko. Kaj bomo pa danes počeli? V bistvu se bomo zdaj najprej lotili rihtanje pastirja, se pravi bomo nesli pastir na en pašnik, potem bomo pa naložili eno ekipco, in sicer ta mladih teličk, in pa jih zapeljemo dol. Kravce moramo dati še ven, popravili bomo eno ograjo tukaj, ko grejo krave na pašo še, tako da rabimo par stebrov, pa tisto popičimo. Potem se pa lotimo priprave kosilnic, zaradi tega, ker se košnja neizmerno bliža in pa v naslednjem tednu oziroma jutri ne bi šli za eno stranko pokositi okoli 15 hektarov, tako da bomo za vsak slučaj pripravili stvari. Tam nas bo kar čakaj dela, tako da ja, to je zaenkrat to za danes, tako da ja, dajmo čim prej začeti. Akcija! You gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Evo ga, tam pri ograji smo približali žico zraven, zaradi tega, da bojo lažje krave popasle do ograje, da se ne bo kaj zaraščalo. Tukaj na tej strani smo pa odmaknila malo ceste, razširila, zaradi tega, ker moramo tukaj popraviti, se pravi zemljo, da bo lepo voda odtekala, pa mogoče če še kaj viška betona bomo še potegnili lepo jamco, tako da bo vse steklo tule, ko pa bolj ponikne dol. Tako da to je to, kar se tiče tega. Zdaj se spravimo pa na kosek. Tako, pripravljeni smo za jutrišnjo akcijo, tako da, evo ga, sem še zvečer v štalc naredimo, pa je to dosti danes.
Zjutraj smo naredili v štali, zdaj je pa cajt, da prvič letos poženemo naše kose. Tako da gremo. Akcija! Evo ga, zdaj se nahajamo že na tretji parceli. Vidimo, da mase je nenormalno veliko, res ogromno, dobro pognojeno je bilo, tako da je ljulka dejansko kar črna. Tako da ja, no, gremo zdaj bolj počasi, 7-8 na uro, ker je tudi še malo bolj mokra zadeva in če greš prehitro, bolj jo poleže oziroma ne odreže tako, koliko bi moglo biti. Glede na to, da so frišni noži, pa to gre pa vseeno kar dobro. Tako da, ja, tukaj bo masa zelo velika. Smo že na zadnji parceli, tukaj je malo manj mase, ampak je pa zanimivo, ker lani v jeseni, ko smo kosili tisto mokro zadnjo košnjo, oziroma ko smo prišli iz Hanovra, iz sejma, pogledajte se na YouTube, nazaj je bil vlog gor, ko smo kosili, je bila tukaj detla, oziroma mešanca. Zdaj je v bistvu koliko ne samo ljulka, tu pa tam kakšna detelca vmes in zelo zanimivo, no, kak je zginila. Tako da, ja. Ampak ja, smo delali pri isti stranki, iste parcele, bolj ko ne, tako da malo več na letos. In nekaj je bila sama ljulka, nek pa mešance in tam, kjer so mešance bile, je zdaj v bistvu izredno malo detle. Tako da je zima pobrala detlo, no. Evo ga, prva kratka košnja letos zaključena, 13 hektarov dobrih smo pokosili, tako da šlo je v redi, zdaj smo se ogreli, tako da ko bomo pri nas začeli, smo redi.
Tako, evo ga, pripravili smo popoldne še vse za betoniranje, nekaj malo ga je treba še zašalati, pa izravnati, pa nekaj mrež moramo še dokupiti, da bo dosti za vse skupaj. V glavnem bili smo noro pridni, trajali je kar dosti, zdaj uro že krepko čez 10 večer. Smo se kar nažagali na matre, naštemali, tako da vsega je bilo, ampak zaključeno. Tako da zdaj gremo lepo spat, jutro imam cel dan faks, potem nas pa čakajo nove dogodivščine, tako da do naslednjič, se vidimo, uživite. Ajde, čau.